Nova Slovenija je bila ustanovljena 4. avgusta leta 2000. Predhodna združitev SKD in SLS se je kmalu pokazala kot slaba rešitev za ohranitev vrednot krščanske demokracije, zato smo se odločili za samostojno pot. Nova Slovenija je v času svojega delovanja doživljala vzpone in tudi padce. Med največje vzpone zagotovo sodi delovanje v vladi Janeza Janše, ko je Nova Slovenija vodila 4 zahtevne resorje in so naši ministri izpeljali nekaj zelo pomembnih nalog, kot je na primer prevzem evra, predsedovanje Evropski uniji, zmanjšanje sodnih zaostankov, družini prijaznejša politika in še bi lahko naštevali. Stranka je doživela velik uspeh, zmago na prvih evropskih volitvah leta 2004, ko smo dobili 2 evropska poslanca. Izpad iz parlamenta zagotovo sodi med najtežje prelomnice v 10-letnem delovanju stranke. Po odstopu prvega predsednika in ustanovitelja, dr. Andreja Bajuka, se je bilo potrebno najprej odločiti, ali naj stranka sploh nadaljuje samostojno pot. Kot veste, smo se odločili nadaljevati kot samostojna stranka, saj menimo, da Slovenija potrebuje stranko, ki si prizadeva v politiki uveljavljati vrednote krščanske demokracije, ki so nujno potrebne za obstoj družbe. Brez takšne stranke je slovenski politični prostor osiromašen in del volivcev, pomemben del volivcev, nima svojega zastopnika v parlamentu. Po izvolitvi nove predsednice se je stranka znova poenotila in nadaljuje z delom. Opogumile so nas tudi lanske evropske volitve, ko smo med 12 listami dosegli 3. najboljši rezultat in ponovno dobili evropskega poslanca. V letošnjem letu je stranka namenila veliko pozornosti zborom za vrednote, ki so bili zelo dobro obiskani in tudi v slovenskem prostoru zelo pozitivno sprejeti. Na 15 prireditvah se je zbralo okrog 5000 ljudi, če prištejemo še tabor stranke, ki smo ga imenovali osrednji dogodek v času zborov za vrednote. Intenzivno smo se v tem času pripravljali tudi na lokalne volitve, v tem času smo ustanavljali nove občinske odbore in pa prenovili tiste, ki niso dobro delovali. Nova Slovenija bo kandidirala na letošnjih lokalnih volitvah v večini slovenskih občin v mestne oziroma občinske svete. Imeli bomo svoje ali skupne županske kandidate v približno 1/3 občin, kar je za nas velik uspeh, saj ni v tem času enostavno pridobiti ljudi, ki bi se v tej politično zaostreni situaciji bili pripravljeni izpostavljati. Pri tem smo na terenu zaznali tudi velik strah in negotovost samostojnih podjetnikov, še posebej tistih, ki poslujejo z državo ali pa se prijavljajo na državne razpise. To je gotovo znak nedemokratičnosti sedanje slovenske družbe. Na letošnjih lokalnih volitvah delamo za izboljšanje rezultatov prejšnjih volitev in seveda upamo na večje število izvoljenih svetnikov in županov. Iz naših aktivnosti je razvidno, da Nova Slovenija živi, dela in da ima podporo ljudi. Zaradi omejenih možnosti medijske prisotnosti je naše delovanje velikokrat manj vidno, kljub temu pa se naše aktivnosti zelo intenzivno nadaljujejo. V Novi Sloveniji smo tudi prepričani, da moramo nadaljevati s svojim delom, k čemur nas spodbujajo tudi mnogi državljani, saj je slovenski politični prostor brez nas neuravnotežen. Krščanska demokracija je v Sloveniji odigrala veliko vlogo pri osamosvajanju Slovenije in razvoju demokracije, ko je vodila prvo slovensko vlado. Od aktualne politike bi omenila povišanje cen elektrike, plina in drugih energentov. Menimo, da pri tem ne gre za luksus, kot so na primer cigarete, pač pa za osnovne življenjske dobrine.
Ob nižanju plač in povečevanju brezposelnosti je to še dodatna obremenitev za državljane. Naše gospodarstvo je z davki že tako preobremenjeno, sedaj pa jih bo dodatno udarilo še s povišanjem cen energentov, še posebej bodo pri tem prizadeta podjetja, ki za svojo proizvodnjo potrebujejo veliko energije. Predsednik vlade Pahor je s tem povišanjem tudi prelomil svojo lansko obljubo, da ne bo povišanja davkov. Zaradi visokih davkov je malo tujih investitorjev. Domači pa se z ustanavljanjem slamnatih podjetij izogibajo plačevanju davkov in tudi drugih svojih obveznosti do države in delavcev. Bolj smiselno bi bilo znižati davke in odpraviti številne administrativne ovire za domače in tuje vlagatelje. Srečala sem se z nekaterimi gospodarstveniki, ki tožijo prav zaradi tega, ker državni uradniki pri določenih investicijah iščejo dlako v jajcu, namesto da bi se zavedali, da je njihov kruh in stanje v državi odvisno od uspešnosti gospodarstva. S poenostavitvami birokratskih postopkov bi se avtomatično lahko zmanjšalo tudi število državnih uradnikov. V Novi Sloveniji se zavzemamo za to, da so državni uradniki dostojno plačani, da bodo delali pošteno in odgovorno, vendar se mora njihovo število ustrezno zmanjšati, saj smo med državami z najvišjim deležem državnih uradnikov. Enako naj velja tudi za ministre in vlado, ne govorim o trenutnih imenih. Plače najvišjih državnih funkcionarjev morajo biti primerne odgovornosti, sicer za ta položaj ne bodo želeli kandidirati dobri kadri. Posledica tega pa je, da celotna država drvi v prepad. Prevent Global je še eno podjetje z neodgovornimi lastniki. Posledice tega neodgovornega ravnanja pa bomo morali pokrivati vsi davkoplačevalci, sanacijo Nove Ljubljanske banke in novimi transferji za brezposelne. Ni naloga države, da rešuje privatno podjetje, pač pa je potreben boljši nadzor nad njegovim delovanjem. Vstop države 5 minut pred 12 pa verjetno ne more biti najbolj učinkovit. V Novi Sloveniji smo se odločili, da bomo za obubožane delavce Preventa izvedli dobrodelno akcijo na naši osrednji prireditvi ob praznovanju 10. obletnice stranke. Ta prireditev bo 4. septembra v Braslovčah. Prispevali bomo denar za nakup šolskih potrebščin. NSI je stranka solidarnosti, skrbi nas slab položaj delavcev, njihov brezpraven položaj, skrbi pa nas tudi slab položaj kmetov, ki so tudi na robu obupa. Ob 10. obletnici stranke bomo pripravili tudi vrsto prireditev, ne samo na kratko preletim naš program. Poleg današnje novinarske konference bomo imeli tudi nekatere piknike, potem bomo imeli tudi mašo in srečanje ob 10. obletnici, pohod na Triglav, poletni tabor na Kolpi, akademijo ob 10. obletnici v Kranju, pohod na Sveti Jakob nad Preddvorom, mašo in družabno srečanje v Lešah pri Prevaljah, srečanje na Splavu, pohod prijateljstva na Matajur, prireditev ob 10. obletnici v Mariboru in pa vseslovensko konvencijo ob 10. obletnici v Braslovčah, ker sem že rekla, da bomo izvedli tudi dobrodelno akcijo. Pohod na Nanos in pohod na Limbarsko goro. Mi v Novi Sloveniji vemo, da dobrodelna akcija ne more rešiti vseh problemov delavcev, ki so se nakopičili. Najboljša rešitev je zagotovo delovno mesto, ker vsak želi delati in si s tem zaslužiti za svoje življenje. Zato v Novi Sloveniji podpiramo
podjetništvo, še posebej mala in srednja podjetja, ker menimo, da je to najbolj perspektivno za prihodnost Slovenije. In prav pri podpiranju podjetništva bi se država morala bolj aktivno vključevati, pa ne samo z denarnimi sredstvi in podporami, pač pa z ustrezno zakonodajo, ki bo spodbujala, da bodo investitorji prišli, vlagali v nova delovna mesta in na ta način bomo reševali tudi slab socialni položaj v Sloveniji.